Ljudje in ljudine, poslušate epizodo, 16. epizodo posneto v živo pred vam, nevidnim, a še kako živim in živahnim občinstvom. Občinstvo, oglasite se. Super, hvala vam. Jaz vem, da znate še boljš, ampak to ste prišparili za konc, tako kot se spodob. Danes smo torej 25. maja 2024 in naša epizoda je znova del programa konvencije Nameje nevidnega na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, prostor, kjer smo posneli tudi našo prvo epizodo v živo, zato se sem radi vračamo. To je bilo davnega leta 2018 v naši prvi sezoni podcasta. Snemamo pa torej podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, obod, območje bogato z ovotljenimi dvojniki, bomo raziskovali, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, servus, Igor Harp, jo, in Aljoša Harlamov. Z nami pa je znova tudi gostja, zdaj že skoraj naša stalna gostja na NMN, urednica, kritičarka in velika ljubiteljica žanra Veronika Šoster. Zdravo. Tako, lahko tudi aplauz, seveda tudi za gostjo, za nas ni treba. Današnja epizoda je posvečena najprej prevodu romana Jeffa Vandermeera, Izničenje, ki ga je v prevodu Igorja, tamle na moji levi, spremno besede Ane Geršak in poredniškim očesom Veronike na moji levi, ravno kar je šel pri založbi Ludli literatura v njihovem 3. letniku žanrske zbirke Piknik. Po dogodku lahko do Veronike stopite, tamle je ena velika vreča s knjigami, če še kdo ni nabavil. Ob tem bomo seveda govorili tudi o filmu Alexa Garlanda iz leta 2018. Pri tem se ne bomo posebej izogibali kvarnikom, zato pozor, če niste prebrali knjige in ali pogledali filma, vi, ki ste tukaj v živo, si pač ob občutljivih razkritjih pokrite ušesa, vi doma pred zvočniki pa vstavite podcast, pokličite šefa, povejte, da ste za 2 dni na bolniški, preberite knjigo, pogledajte film, potem pa se nam znova pridružite. Če vam pa ni mar za knjigo ali film, ampak bi pa vseeno poslušali našo debato, potem pa pač nadaljujte, vi sijajni nihilist. Občinstvo lahko zadrži roke v nosu, vi pa mirno poslušate dalje in še preden ste lahko pomežiknili, smo se že znašli v območju X. Maestro, eno vegetativno. Ok, tle zdaj muska. Jaz še imam par stvari scenarija, pol pa vas bom lahko malo pogledal, se prečujem, ampak scenarij pa mora biti. Skratka, danes delamo roman Izničenje, v slovenskem prevodu je od letos, pred kratkim, film Izničenje iz 2018, žanr postapokaliptična, znanstveno-fantastična grozljivka, srhljivka, skrivnostnica, eno od tega, o tem se bomo danes pogovarjali, akcija, psihedelija, ustvarjalci, pisatelj Jeff Vandermeer, roman je prvi del trilogije Southern Reach oziroma Južno okrožje, del sta tudi Authority in Acceptance, vse je izdal v letu 2014, pri nas je šel prvi, ki je prejel nagrado Nebula in nagrado Shirley Jackson. Jeff Vandermeer se sicer izogiba oznaki New Weird, a med drugim je sourednik antologij The New Weird, The Weird in The Book of Science Fiction. Zdaj od New Weirdu ne bomo veliko govorili, ker smo o tem govorili lani, ko smo delali Lovecrafta tukaj z Veroniko, tako da če pogledate, to je bila, nisem si napisal katera epizoda, ampak ena od naših epizod, pogledajte nazaj, boste videli. A Mito, si hotel kaj dodati? Okay. Igor, si hotel ti še kaj o Jeffu dodati, ti ga zdaj intimno poznaš iz kavarne? Ja, v bistvu njemu film pa ni všeč. Njemu film je še kot Stephen King in Shining. Ja, ne zdi se mu dober. Bomo govorili tudi o tem, kako se pa nam zdi. Film, scenarij in režija Alex Medawar Garland. Če hočete kaj več o njem zvedeti, lahko pa poslušate našo prejšnjo 187 epizodo, kjer smo delali njegov Civil War oziroma državljansko vojno. In to je to, zdaj pa groba in kratka obnogava knjige, preden gremo karkoli dalje. Veronika, to si ti na vrsti. To sem jaz. To je v bistvu območje X. Odrezano je od sveta, tam se dogajajo ene ful skrivnostne, nenavadne, čudne stvari, nepojasnjene in zato ga obiskujejo neke odprave. In v romanu spremljamo 12. odpravo, ki jo sestavljajo psihologinja, antropologinja, geodetinja in pa biologinja. In biologinja je tudi pripovedovalka tega romana, oziroma piše nekak dnevnik, ker vsi na teh odpravah pišejo neke svoje dnevnike in ona piše ta dnevnik, kaj se pač dogaja vsak dan in to mi kot bralci beremo. Stvari se zelo hitro zapletejo, ne samo zaradi nekega okolja, ki deluje zelo pač tudi sovražno oziroma tako zelo prijetno, nenavadno, ampak tudi zaradi te dinamike v
ekipi, skupini odpravi, ker si nekako ne zaupajo, ker imajo neke skrivnosti med seboj, ki jih bomo verjetno razkrili zdaj v nadaljevanju. Teda en tak zelo napet in predvsem čuden, ker pač je New Weird, ne? Čuden roman. Ok, super. Začeli bomo mogoče čisto na začetku pri tem, da mogoče Veronika in Igor najprej vidva odgovorita, zakaj smo sploh dobili to knjigo v slovenskem prevodu in kakšen poseben razlog, Veronika, da si rekla, da Piknik potrebuje to knjigo. Še posebej se mi zdi zanimivo in o tem bomo se še danes pogovarjali, ker sta predlani šla brata Strugacki s Piknikom ob robu ceste in zdaj imamo tukaj neko verzijo Piknika ob robu ceste v resnici. No? Skratka, Veronika, mogoče najprej ti zakaj. Ali si ti prišla na idejo, ali je to ti Igor potaknil? Ja, v bistvu zanimivo, ko se omenjam ta Piknik, to je naslov zbirke, ampak tudi v tej knjigi noter je en citat, kjer pač rečejo, imejmo piknik. Tako da ta piknik se dejansko pojavlja v žanru, pač to ni nežanrska stvar. Če greste na piknik, ste že v žanru, v glavnem. Tako da v bistvu meni se je zdel, da rabimo pač prevod te knjige. Jaz, ko sem prvič, mislim, da sem jo prebrala takoj takrat, ko je film prišel ven in me totalno navdušila in sem rekla, če bom pa kdaj, kadarkoli imela neko možnost, da bom to pač lahko nekako išlo kjerkoli, karkoli, da pomagam, da spodbudim, da najdem nekoga, bi si pa jaz to želela. To je bila neka taka moja zelo velika želja. No? Tako da sem iskala nekako ljudi, ki jim je to v redu in potem, ko je prišla ta priložnost, sva se nekako z Igorjem povezala, oziroma je tudi on omenil, da bi jo želel prevajati in se mi zdi, da je res tako se nekako vse skupaj povezalo v eno tako novo območje X. Okay. Igor, zakaj si ti bil tako navdušen na to knjigo, zakaj si jo predlagal pred recimo vsemi drugimi? Mislim, ni edina, ki sem jo predlagal, ampak New Weird mi je vedno bil zanimiv žanr, tudi drugi avtori, China Miéville recimo, pa tudi nekaj te bolj hard znanstvene fantastike, ampak ta knjiga ima prednost, da je kratka, se mi je zdelo, da recimo Perdido Station od Miévilla ima, ne vem, 600-700 strani in sem vedel, da ta zbirka z žepnimi izdajami ni toliko primerna in da je boljš ciljati na nekaj, kar je obvladljivo. Hkrati pa se zavedam, da je začetek trilogije, prebral sem celo trilogijo in je povsem zaključena zgodba, ki gre, potem se nadaljuje, razvija, zveš neke skrivnosti, ampak gre v ene smeri, ki jih prav zares ne moreš predvideti potem, ko prvo knjigo prebereš in je čist v redu, tudi dost hermetično. Ne? Veronika, nekaj si hotela dodati? Ja, to, kar je še Igor rekel, se pravi, ti si rekel, da ne bomo omenjali New Weird. Sam jaz ne vem, kako si ti to predstavljal, moram zdaj omeniti New Weird. No, ne, ampak opazila sem v resnici, da nismo še imeli do zdaj v bistvu prevoda New Weirda, nekega v knjižni obliki. Ja, če odšteješ Lovecrafta kot proto New Weird. Tako, če šteješ to, ampak prav ta sodobni New Weird, ki pač nekako tule ima temelje, to je zelo manjkalo in se mi zdi, da vedno, ko imamo neke te vrzeli v našem prostoru, da jih je dobro vsaj poskusiti malo zapolniti. Ja, se mi zdi, da je treba vsake to kocete narediti kakšne temelje. Notranje šale se oprečujem. Zdaj gremo mogoče naprej. Skratka, mi smo vsi prebrali tole knjigo in ker smo videli film, jaz moram priznati, da zdaj, ko sem bral knjigo, me je kar malo motilo, oziroma sem včeraj, ko sem znova pogledal film, mi je bilo zelo zanimivo, ker sta seveda knjiga in film zelo, zelo različna med sabo. O tem bomo seveda tudi govorili, kaj je ta razlika, ampak mogoče najprej kaj je v knjigi. Naš ranjenec bo danes povedal, skratka, Mito, mogoče ti najprej poveš, ti si tudi zdaj prebral knjigo, kako se je tebi mogoče zdela knjiga? Jaz bi še samo skočil, da Mito je za naslov odgovoren, zato ker ko je film ven prišel, ko je skoraj prišel k nam v kino, je bil preveden kot Uničenje in jaz sploh nisem pomislil na to, da to ni najboljši prevod za Annihilation in me je Mito opomnil, da Izničenje. Halo, Valda. Okay, upam, da vam je naslov všeč, drugače ni moja odgovor. Ne, to... kaj je bilo vprašanje? Kako ti je bila všeč knjiga? Nekaj v knjigi povej. Tebi dajem besedo, to sem samo hotel reči. V bistvu je zelo čuden
read, da se tako izrazim malo grobo angleško, ker nima nekih, vsaj zame je v bistvu čudno, ker nisem vajen takšnih narativov. No? Nima nekega klasičnega dramatskega trikotnika, ali kako bi temu rekel, kot so nas učili v srednji šoli. Jaz tudi nisem najbolj hardcore poglobljen reader, to ste vi. In poslušal, tudi nisi v srednji šoli, ampak nadaljuj. Redko, no, ampak v bistvu ima pa en hud očinek, vse name ga je imel, no, da nekako se zaveš, da ta knjiga pa narativ, pa ves ta svet te počasi začnejo požirati. Vsi ti opisi, liki, ki niso sicer plastični, ampak nekako zelo prisotni v zgodbi, te nekako začnejo vrteti kot neka špirala po tem svetu noter. In opazil sem pri sebi, da sem se začel spraševati, a jaz prehitro berem in se vračam nazaj in se še globlje poglabljam. Ta špura ima potem ta učinek, da si bolj poglobljen noter, no? bolj plastično vse skupaj rata. Ne? In ta učinek, ne vem, a je to bil namen tega dela, ali je to Jeffova fora, ali je to nasploh fora New Weirda kot žanra, kakorkoli, ampak to je tudi glavna razlika z filmom, se meni tudi zdi. Ne? V bistvu ta potopitev v ta svet je zelo neki originalnega, no, vse zame. Ja, tu se je res zaprašal, ali to sem Igor tako slabo prevedel. Ja, omenjaš tole sansko strukturo. Igor, meni se je zdelo zelo zanimivo, ker midva se o tem pogovarjala, ne, kako Jeff pravi, da jaz sem pač ob branju knjige takoj pomislil na Piknik ob robu ceste, ki smo ga zdaj že omenili, zato ker se mi je zdelo, da je zelo podobna fora. Tudi filmu je recimo Stalkerju, ki ga pol Tarkovski naredil, je knjiga zelo podobna na nek način, ampak Jeff, skratka, da ne vem, zakaj ga kličem po krstnem imenu, ampak Jeff je skratka rekel, da on na to dvoje ni vplival, ampak je omenil neke druge vplive. On ni prebral Piknika ob robu ceste in ne mara Stalkerja. To verjameš? Ja, zato ker je Američan. Ker je Američan. Pobral si moj jok, Igor, ampak ne ti bo. In ne mara Tarkovskega. Rekel je, da v bistvu razume, zakaj so ti filmi všeč ljudem, ampak in tudi osebno mara počasne filme, ampak da prijemi, ki jih uporablja Tarkovski, grejo njemu na živce. In je pa mnenja hkrati, da je Tarkovski in sploh Stalker močno vplival na Garlanda, ko je ustvaril film, kar je še dodatni razlog, da njemu Annihilation film ni toliko všeč. Skratka, kot je opisano tudi v enih knjigah, on je začel prvo idejo za Annihilation je dobil v sanjah, kako se spušča v tunel, ki je iz živega tkiva in so besede gor napisane. Ne? In to je ena najbolj teh močnih tem, takrat, ko se zares poglobiš, ko vidiš, koliko weird je to, ta zgodba. In mislim, da je iz tega gradil in zato toliko nenavadno deluje, ker pač je potem obdržal te sanske vzorce in pristope k pripovedovanju zgodbe, da je vse skupaj tako zelo kot ene sanje. Anže, dobrodošel nazaj. Hotel sem reči, omenja je namreč Garland Kafko. Z Mitotom sva se prej malo šalila, da on je sicer trdil, da je Kafki podoben potem, ker recimo tukaj tudi junakinje v romanu nimajo imen, za razliko od filma recimo, ne? Ampak jaz mislim, da je tudi ta sanska struktura, ta neka ideja, kjer kmalo ti čisto več ne ločiš, a je pripovedovalka oziroma njen zapis, dnevniški zapis, a je skratka zanesljiv ali je nezanesljiv, da tukaj ne veš, ker tudi ona začne zelo dvomiti v lastno pisanje, ne ve, ali se stvari spreminjajo, ko jih ne gleda in tako naprej. In je ta neka sanska struktura, to, kar je Mito rekel, da te zgodba posrka vase, seveda te zgrabi na nek način in s tem knjiga odlično simulira točno to vzdušje, ki ti ga more območje X dati. Ker kaj je območje X? Mislim, to vas zdaj jaz sprašujem, to ni relevantno. Kaj je območje X? Torej, kot v kasnejših knjigah izveš, film prikaže, da pade meteor in nastane območje X. Pade meteorit. Meteorit, hvala. In očitno neko vesoljsko življenje absorbira. Entiteta. Absorbira naravno okolje in ga začne spreminjati in
To je zelo preprost odgovor. Medtem ko knjiga ne da tak preprostega odgovora in šele tretji knjigi približno zveš, zakaj se gre in mislim, bom kar malo spoilal, gre za prehod med dimenzijami, česar pa nihče ne razume prav zares. Ljudje, ki probajo to preučevati, oni pač pošiljajo odprave not, ker mogoče bo komu ratalo ugotoviti, kaj priti nazaj celo ali kakorkoli. Ne? Zdaj za razliko od filma, kjer je rečeno, da vsaka odprava, da je on mož od biologinje, prvi, ki se je vrnil, so se tu vrnili ljudje in so bili normalni ali pa se niso. Noben ne ve zakaj, samo pač probavajo ugotoviti, kaj bi lahko bil vzrok na precej nesposobne načine že na tej točki. Ok, to je zdaj zelo... Jaz sem pričal bolj teoretičen odgovor, kaj je območje X, zato vam predal besedo Mito, ker bo Mito gotovo znal, kaj je bolj filozofska. Mito, kaj pa tebi območje X? Meni je območje X kot neka igra perspektiv, ki proba razumeti, kakšen je svet brez človeka. Ko sem si to vprašanje enkrat po branju zastavil, se mi je zdelo, probi si predstavljati, ne vem, psa, ki prvič stopi na asfalt, na nekaj zelo človeško narejenega in mi zdaj probamo brati, kak je njegovo branje, naprimer, ne. Kot da bi zdaj pač ta neki X ali entiteta tle probala razumeti, kako je ta svet brez človeka, ne. In v bistvu mi smo popolnimi tujci v tem branju, vse tuje, oziroma ta perspektiva se mi je zdela popolnoma zamaknjena in v pisanju je noter to zelo dobro narejeno, se mi zdi. Tudi zanimivo je, da potem ta dva lika, mož in žena, biologinja in njen mož, sta mogoče najbolj pronicljiva v tem branju, ker sta tako pozorna na detajle. Tudi ona potem v njegovem dnevniku, ko zazna, da ni bil takšen buksel, kot je sprva mislila, da je v bistvu bil precej pozoren opazovalec, da sta tudi ona dva najbolj dojemljiva na spremembe, ne? Da opažata v bistvu, kaj se okrog njiju dveh dogaja, ker ostali liki niti ne, se zelo zaganjajo v neke neznanke. In ja, to se mi je zdelo mogoče najbolj zanimivo pri območju X, da niti sam misterij je super, pa narejen kot nekaj, kar niti mogoče ne bi rad raziskal naprej. Jaz sem se tudi spraševal, bi mogoče trilogijo zaključil, ampak jaz bi mogoče celo ohranjal to, zame je to dovolj. Ampak ja, prav to vprašanje perspektive, to iz filozofskega ali pa nekega učišča je to kar kul. Ok, super. Ja, jaz tudi vedno pravim, da če hočeš spoznati svojega partnerja, preberi njegov sporočila na telefonu. Sure. To je super za utrditev zveze in za to, da vidiš, kako vas ima v resnici rad. Mislim. Tega ne veš, če vam direkt govori. Ampak zanimivo mi je recimo območje X v knjigi in filmu je sta tudi malo drugačna. Ne? V knjigi je bolj absorpcija ljudi, skratka ljudje, ki pridejo noter, jih nekaj ta narava ali karkoli pač to je, jih nekako absorbira vase, območje X, jih postanejo del območja X na nek način. V filmu je pa tudi več posnemanja, recimo v knjigi imamo samo to, da pač ta biologin in mož pride nazaj in ne vemo, a je to isti človek, a je to sploh človek, ali je to njegova kopija, ki je prišla nazaj. V filmu je to dosti bolj jasno, ne? To je kopija. On je skratka originalni, njen mož je umrl, ven je prišla njegova kopija in tudi vidimo, ne vem, dva, kaj sta jelena ali srnici, ali kaj je že tisto, ker res skačeta tako dobesedno isto se obnaša, da sta isti subjekt, čeprav sta razdeljena na dvoje in območje X v filmu skuša delati kopije ljudi. Čeprav jaz bi mogoče drugače rekel, v filmu se območje X obnaša kot nek katalizator sprememb, ne? Zato imaš te vse reference na raka, pa na mutacije, in tako naprej. Ampak ne, da je v bistvu to zdaj samo po sebi metastaza ali pa maligno, ne? Ampak kot da pač to je neka osnovna lastnost in da ne dela kopij, zato ker pač je to neka zelo slutna ali kakorkoli, ampak pač to je narava tega območja, ne? Da v bistvu tudi ti osebe, ki pridejo nazaj, se zgodi, kot da grejo na neko to Luke Skywalker potovanje in pride nazaj v svoj kraj spremenjen, recimo, po monomito, ne? Da se vrne nazaj spremenjen, ampak tukaj je pa pač ta sprememba toliko bolj eksternalizirana, postavljena v neko eko okolje ali pa katastrofo, kakorkoli boš temu rekel, ne? Film se dosti ukvarja z identiteto kot pa knjiga, ne? Veronika? Ja, v bistvu to mi je zelo všeč, kaj si rekel sprememba. Ne? Meni se zdi, da v bistvu ni to neka slika tega, kako je brez človeka, ampak kako se človek bolj simbiotično integrira v neko novo okolje, ker vidimo, da so pač neke hibridizacije v resnici, ne? Neke
transformacije, spremembe, da pač se dogaja to križanje celo med vrstami, se pravi ne samo med človekom živaljo, med človekom pa, ne vem, rastlino, ampak tudi med človekom pa temi minerali, kristali, karkoli. Ne? Se pravi neke zelo ekstremne mutacije, hibridizacije, karkoli. In da je to nekako zelo v bistvu simbolično povezan s tem mišljenjem okoljske krize, no. Da pač ne moramo se zanašati na človeka, da bo popravil nekaj, kar je človek uničil, ne? Ampak da bo v bistvu nekak narava oziroma to okolje prišel do nekega ekstrema, kjer bo začel usrkavati vse te stvari oziroma jih prilagajati spet na svoje. In da se v bistvu je treba nekako prepustiti temu okolju, oziroma da ni nujno slabo, ne, da se prepustimo temu okolju. Okay, tudi recimo biologinja, ki je zelo zanimiv lik, pač ona je res tak, mislim, sploh v knjigi je res taka hladna, analitična, ljudomrzna, zelo poskuša biti, zelo pogledati vse tak objektivno nekako, v tem je pa tudi malo taka komična že včasih, ampak ona v bistvu se sprašuje, a je to v resnici toliko slabo, ne, da bom jaz mogoče v tem okolju malo zginila, ali pa da se bom malo spremenila, ali pa da lahko nekaj naredim drugega, kar prej nisem mogla, ali pa da me ne bo nazaj. Ne. Tako da ona nekako to sprejme, hkrati pa ni te antagonistične pozicije, pač to okolje nas zdaj uničuje. To okolje je tukaj, da bi uničil človeka. Tle mislim, da je ta povezava mogoče najbolj s tem piknikom na robu ceste, ker tudi tam imamo v bistvu eno zapuščeno cono, se pravi vesoljci so prišli, imeli ta piknik in potem so odšli. Se pravi, sam pustili so za sabo smeti, ovojčke, papirčke, karkoli, ki so pač neki... Tako, ki so pač pustili za sabo stvari, ki jih ne rabijo več in to nima nekega svojega namena. Ne? In tudi tle se mi zdi, da večkrat vidimo pač, kaj hoče zdaj to okolje in pa rečejo, ne vemo, kaj hoče, če sploh kaj hoče od nas. Ne? Se pravi, to pač obstaja in se obnaša nekako po svoje. In se mi zdi, da tle je res to neko, tako je mi to rekel, to odpiranje proti neki spremembi. No? Ne nujno tem uničenju, izničenju, karkoli. Jaz sem ta naslov, ki sicer bi ga lahko razumeli, pa časi bomo pa izničali človeka, ne, razumela veliko bolj na tej neki ravni, da se pač da bomo izničali vse te slabe stvari, ampak neke ekstremi, da se bojo mal spremenili, plus da je v knjigi še se mi zdi, da ta naslov malo bolj smiselno izpade. Ne, ker recimo v filmu pač imamo to Dr. Ventress, ki se pač zadere na konc izničenje in sicer naj bi bilo katarzično, ampak v resnici ne vemo, kako točno smo prišli do tega stavka. Medtem, ko v knjigi je pač so one pod hipnozo, ne, ves čas in sploh ne vejo. Ta biologinja se nekako reši te hipnoze, ker vdihne te spore in ona pač zdaj to prepoznava, kaj se dogaja in ta izničenje krik je v bistvu njihov zadnji ukaz za samomor. Se pravi, sam sebe, da izničiš. Kar pa vse en film mogoče res naredi s temi rakavimi celicami, oziroma to nenehno mutacijo. Ne. Se pravi, rak, ki v gostitelju se širi, raste, ampak hkrati ga v bistvu izniči. No. Tako da je, nekako so probali iti v drugo smer s to simboliko, ampak mislim, da tle v romanu je vse en malo bolj smiselno, no. Zakaj je to tu. Ja, super. No, kako pa vam je bila všeč potem ekranizacija, glede na to, kako se zdaj se strinjate bolj s Jeffom ali ne? Ker recimo ena večjih razlik, ki sem jih jaz opazil, pustimo to, da je recimo Natalie Portman je zelo, njena Lena je precej drugačen lik od biologinje v knjigi. To do neke mere razumem, ne samo zaradi tega, ker pač je film zabeba v ameriško publiko in je treba nekje se prilagoditi, ampak tudi zaradi tega, ker to, da se ona dva imata rada in z možem, da je ta ljubezen bolj očitna, tako bom rekel, na prvo žogo, bolj vpliva na to, da smo mi čustveno vpleteni v to, zato ker je tudi struktura drugačna. Ne? On je pač vzel, film se začne z njo, ki pripoveduje, skratka, ki je že zunaj te cone in pripoveduje za nazaj, oziroma najprej jo vidimo kot, da se mož vrne sploh, ne? In tam vidimo v resnici to neko pač grozo ali pa nenavaden njun odnos. Knjiga je nekje drugje, ampak predvsem me zanima pri območju X. Območje X se mi zdi, da je med filmom in knjiga je pa velika razlika. Ti si recimo, Veronika, omenila sovražnost.
Rekli smo, recimo, v knjigi se meni območje X ni zdelo tako sovražno, kot to, kar tudi povejo, ne, da je to inteligenca, ki je drugačna od naše, ki je mi ne razumemo, ki je neka res totalna tujost oziroma drugost, ki je mi pač ne moremo razumeti. To je tako kot, ne vem, živali. Žival pač medved te ne poje, ker je zloben, ker bo podedoval tvojo hišo, ampak zato, ker je, ne vem, si ga prignal kot pa je lačen. Ne? Območje X nekako tako. V filmu je mal drugače, tam imamo aligatorja, tam imamo medveda, ki dobesedno ne nekako vabi ali pa mami ljudi ven s tem, da oponaša na nek način glas tiste prve ženske, ki jo je ubil in tako naprej. Ne. Se mi zdi, da v območju X v filmu je dost bolj to območje sovražno do človeka kot v knjigi, da je tu mogoče Garland mal zgrešil poanto. Igor, mogoče ti, ki si velik apologet Garlanda, začneš prvi, da te pol mi sesujemo. Ja? Ne, mislim pač, Garland je imel popolnoma drugo vizijo in tudi, kar je mene najbolj recimo zmotilo, je, da ko aligator napade, je biologinja tista, ki ga ubije hladnokrvno povsem. Ne? Zdaj biologinja v filmu je bivša vojakinja, medtem ko biologinja v knjigi ni. In biologinja v knjigi ne bi ubila živali, bi pustila, da one požre, ni problema. Tudi njo, whatever. Ne? To je del procesa tega, da preučuješ okolje, ne pa da ubiješ. In tukaj mislim, da so ena taka konkretna razhajanja. Ne? Seveda je pa Garland probal narediti en film, ki je malo bolj napet in grozljiv. In ta čist groza, ki jo ustvari že z aligatorjem in na to še bolj z medvedom, je mojsterska, ampak nima veze z območjem X v knjigi. Nobene. Ne? Razen tega, da pač medved posnema na nek način, ne? Ker tudi imaš tam medved je neka različica tega bitja, ki tuli tam po noči, ne? In ki napade biologinjo in mu ona pobegne in se potem skriva na drevesu, niti na pameti ne pride, da bi streljala nanj. Tukaj pa hkrati potem še služi eni drugi vlogi, ne? Ker pač imaš, kako one umrejo, je dejansko povezano s tem, kaj so one s sabo prinesle not. Zato, ker recimo tista prva, ko umre, Shepard, ona je izgubila hči in to je nekaj, na kar ne moreš imeti vpliva in potem umre tako, da ona ne more imeti vpliva. Ne? Ta lik, ki jo igra Gina Rodriguez, pa po drugi strani je bila predtem pač imela očitno neke težave z alkoholizmom ali z drogami in potem prav na isti način proba rešiti probleme, tako da se vrže v njih in jo to pač potem požre. Ne? Ok. Zelo. Ja. No, v glavnem, to je Garlandova logika tega, kako zgradi svet, je zelo drugačna in pač ena od inspiracij, ki jih vzame, je iz Vandermeerjeve knjige, ampak sta čist različni stvari. No? Ok, Mite, si tiho takaj to dati tukaj? Ne, v bistvu mogoče samo to, da edino, kar je podobnost bolj ali manj, je pa odprava območje, pa da je iz območja res vzel ta koncept predrugačitve, ne? Ker pač vse, kar se zgodi tem likom v filmu, je bolj ali manj izgube od identiteta pa odtujitev. Ne? Mislim, to je nekako krovna tema tega filma, kar pa v sami knjigi niti toliko, kot je pač knjiga je eno veliko potovanje nekega lika, ki razišče preko tega območja razmerje s svojim možem, ki sta odtujena. Ne? Tako da to je ena bližnjica, ampak zelo drugačen vibe dobiš pa izkušnjo iz teh dveh izdelkov. Ne? V bistvu Garland ima akcijske nastavke, pa zelo ene grafične, vizualne izpeljanke, medtem ko knjiga ima pa dosti bolj izkustveno logiko. No, tu, predvsem recimo koncept stolpa / tunela, ne vemo kaj je, kako ga pač kdo vidi, je v bistvu nekaj tak zelo mind-bending fora, ne? Ali pa tudi finale knjige se v bistvu obrača dosti bolj v Odisejo 2001, kot si jo prej omenil, v neke bolj psihadelične zadeve. Ima pa potem noter tudi ene zelo tihe momente, ne, kot naprimer srečanje s psihologinjo, pa predrugačitev preko hipnoze, ko skužiš v sred knjige, da v bistvu bereš dnevnike, tudi en taki prelom, ne, v bistvu tako čist druga izkušnja, so pa pač pomežiki knjigi, no, v filmu. No,
Ja, dobro, se marsičesa se ni dalo najbrž v film tako dober dati, recimo ti napisi na stenah, mogoče bolj deluje ta jezik, jezikovna fora v knjigi, kot bi delovala. Ja, neki biblični nonsens. Tako, kot bi delovala v filmu. Mogoče za film tudi to seveda reči, da to, kar je Igor omenil, jaz mislim, da je to tudi en izmed izhodiščnih točk, zakaj je območje X v filmu drugačno, ker ja tukaj v območje X vsi nekako vejo, da grejo dobesedno samomor. Ne? Se pravi, samo do zdaj njen mož je prišel ven, nihče drug. Medtem ko v knjigi ljudje prihajajo ven, samo ne vejo, kaj točno je z njimi. A so ljudje kaj, ni pa rečeno, da nihče ni nikoli prišel ven. Nenadoma se znajdejo, ne vem, doma. Nihče ne ve, kako je. So prišli tja. Tukaj noter pa imamo že ljudi, ki grejo noter z dobesedno, z neko zavedanjem, da bojo mogoče umrli. In mogoče zaradi tega območja X, ker jih asimilira, ker jih simulira, ker jih podvaja, se mogoče zaradi tega odzove agresivno, ker so sami seveda samo agresivni do svoje mere. Ne? Zaradi tega ima tudi Natalie Portman, vidimo, nekje je našla v tem območju X tudi tatu salon, ne? Ker na koncu ima tatu, ki ga na začetku ni imela, ima tega Ouroborusa, skratka kačo, ki žre svoj jaz. Ima ta tatu, ne? Tako, to se pojavi na več krajih. Se pa Gina Rodriguez ga ima, ko gre not. Pa tisti tip, ki se razpalačinka čez steno. Razpalačinka, beautiful. Ker se spalačinka. Drugače pa tisto, kar pa je, zdaj, če gremo nazaj k New Weirdu in tisto, kar pa jaz mislim, da se povezuje s tem, veliko bolj kot mogoče v Lovecraftu. V Lovecraftu je ta New Weird, oziroma ta ideja, da je groza nekaj večjega od nas, nekaj nerazumljivega, nekaj česar, za kar, mislim, da biologina reče, za kar nimam instrumenta, da bi zmerila. Tam noter se mi zdi, da je to res, seveda je v funkciji zbujanja groze, ampak je tudi neka ta kozmična groza. Tukaj mislim, da je malo drugače, saj jaz to berem, pa posebej v današnji dobi se mi zdi, da je to, kar pa je Mito rekel tam nekje proti začetku, je pa bolj ta neka groza antihumanizma, groza tega, da območje X lahko obstaja brez ljudi. Da je to območje, kjer mi mogoče nismo več prvi na vrsti, ker mi nimamo nadzora nad okoljem, ki ga načeloma, recimo zunaj imamo veliko bolj, ne? In da je to, in v filmu je spet zelo razlika spet med knjigo in filmom. Knjigo se ta meja premika počas. Skratka, območje raste zelo, zelo počasi, če sem jaz prav razumel. V filmu je to precej hitreje. Ne? V filmu je rečeno, da v nekaj, ne vem, mesecih, letih bo območje X cela zemlja. Ne? Skratka, tukaj imamo eno grožnjo, ki se seveda danes, jaz mislim, da ta knjiga super to dodaja, ta pomen. Seveda, jaz mislim, da je to grožnja podnebnih sprememb in grožnja tega, da se bomo mi dejansko samo uničili ali pa uničili okolje do te mere, da bo postalo absolutno agresivno, da se bo z agresijo ne odzvalo, ampak preprosto bo reagiralo agresivno na našo agresijo, ker pač to mi počnemo. S tem, da okolje seveda ni, jaz ne verjamem, da je geja, ki se nam maščuje, ampak preprosto pač sam mislim, kot Gaja. Okay. Se upravičujem. Gaja, ne Geja, ja. Geja je revija, Gaja je pa nekaj drugega. Skratka, ne verjamem v to, ampak dejansko pa mislim, da kar zdaj žanjemo, to smo sejali. Garland je dejansko potem napisal 2021 šlo knjigo Hummingbird Salamander, ki je ker mu je njegov založnik rekel, da je naredi nekaj malo bolj očitno okoljskega kot Annihilation, kjer so vse to samo metafore in tisto se potem odvija v... To so te Američani, ki hoče se direkt. Ja, tisto se potem odvija nekako v bližnji prihodnosti, kjer podnebne spremembe prinesejo pač bolj ali manj kolaps družbe in se vse to dost postopoma dogaja in je kar malo bolj depresivno kot knjiga. Je pa tudi to, da zdaj, kot si omenil, vse 3 knjige so išle v istem letu. Mislim, da jih je on vse naenkrat napisal in so na 2 meseca izhajale. Ali 3 ali nekak tak. In v 3. knjigi, ali ne, konc 2. se območje X nenadoma razširi kar naprej. Noben ne ve, kako daleč, zato ker vsi so nenadoma znotraj, ki so liki, ki jih spremljamo. Tako da, ja, je to nekaj, kar je potem Garland izkoristil v filmu. Ne? No, sej, v resnici v knjigi tudi nisi čist, zato je meni tudi všeč, kar je mi to rekel na začetku, da mu je ena prva knjiga čist dovolj. Jaz tudi nisem bil povsem prepričan,
A je območje X res tako majhno, kot pravijo, da je majhno? Zato, ker ona, ko pride noter, več čas govori, da ne vidi meje, ne vidi vrat. Vrata, ne? Mi v filmu vidimo, tam je pač nek ta šimer. Ja, šimer, ja. Ja, neki pač se mal preliva, ne vem, zgleda, kaj bi stopil v neko pixelasto. Po knjigi imaš tudi nek proto-območje, kjer so bile že neke predspremembe, pa tudi ni tako jasno definirano. Ta misterija je meni dosti bolj zanimiv, kot pač res ta didaktična, ena žareča kugla, ki pade tik ob svetilniku, ne, seveda. Ja. Seveda, hkrati v knjigi ona najde not neko orožje, ki je staro, ne vem, 30 ali koliko let, najde neke skratka anahrone stvari, ki ne bi smele biti tam, če je to območje res samo, ne vem, zdaj sem že pozabil, koliko je v knjigi, ne? Ampak krajši čas kot je. Tako da to se mi zdi fino, ker jaz sem imel občutek, to pa je po tej pač ta kafkovska sanska logika, jaz sem imel res občutek, da ko oni vstopijo noter, da nisem več prepričan, ali lahko pride ven, ali je kam ven zaprit v resnici, ne? Ali ni vse ostalo neki, ali ni ono pred tem samo sanje, spomin na neki, preden je območje pravzaprav zavzelo cel svet, ne? Kako se to pametno povedal, samo imate lepo. Igor, ti si imel zdaj intervju z našim dragim Jeffom, ki bo išel, domnevam, da na Siolu. Ne, MMC. Na MMC-u enkrat naslednje dni. A je on kaj takega dodal, kar se ti zdi, da bi bilo relevantno tukaj zdaj povedati, kakšno perspektivo, ki je mogoče zdaj mi nismo še najbolj obdelali? V bistvu to, kar sem povedal, ne ceni tega filma, meni, da je vredno narejen, samo moti ga, da film ne jemlje zgolj iz njegove knjige, ampak še iz drugih del, ki pa niso vplivali na njega, menja še Ballarda. Potem povedal je tudi, da ne mara pretirano Lovecrafta in da njegova vrsta New Weird ne črpa iz klasičnega weird, ampak da bolj iz teh ljudi, ki so bili pred Cyberpunkom, torej Philip K. Dick, iz romantikov, pa kaj še en žanr bil v Franciji konc 19. stoletja, v glavnem zelo raznolike vire, medtem ko se mu Weird Tales, na kateri pač ima klasičen weird nek naslon, zdijo te zgodbe dost pač šundovske. Medtem ko New Weird se mu pa niti malo ne zdi šundovski, to je pač ključna razlika. Da tukaj gre za eno psihodelijo zelo daleč od vsega na metafiziko. Ja, jaz sicer iskreno povedano ne maram pred žanra, poimenovanja žanra New Weird, ker se mi ne zdi nekaj dost novega, ne toliko weird, kot si mislijo ti ljudje, da je to weird. Ampak predvsem me moti, se mi zdi, da to smo pa imeli že en pogovor v Mariboru takrat, moti me ta ideja, tako kot nekdo reče zdaj danes elevated horror, zaradi tega, ker ne pozna zgodovine grozljivke, ker ne ve, da vsaka grozljivka ima neke družbene in podobne ideje, se mi zdi, da zdaj tukaj se nekaj podobnega dogaja, da je to kao znanstvena fantastika, ki se skuša prodati širši množici, ki pač bo rekla, znanstvena fantastika, tega pa ne grem gledati, ampak če pa je New Weird, kjer je pa psihologija, sociologija, biologija, DNK, whatever, bom pa šel, ker to pa je moj džir. Mislim, da v osnovi so ti avtori šli na to, da kaj je bil njihov point, je bil to, da bodo pisali o stvareh, ki so res weird, ki so nekaj novega bolj, nekaj, kar še drugi si niso probali predstavljati, ampak recimo, če bereš Lovecrafta, dostkrat, ko on proba opisati stvari, da je zelo okrog opisuje in dostkrat je nekaj neopisljivo. Ne? Tele nimajo neopisljivih stvari, tele probajo res razložiti in potem ti probaš brati, kaj sem glih kar prebral, ker meni je bil problem pri Annihilationu tam, ko sem prvič bral knjigo v angleščini, ker nisem imel te možnosti, da bi prvič bral v slovenščini. Tam, ko se spusti k povzaču, tisto sem jaz moral kar nazaj skakati, da sem razumel, kaj v bistvu se dogaja, ker je treba en fokus. In to je bilo nekaj, kar so oni hoteli narediti, da pokaže, recimo, če damo potem pa sporednico z Strugatskimi, alieni so weird, mi ne štekamo, ampak ni zgolj, da smo našli nekaj papirčka, ampak smo našli nekaj res fucking čudnega. Okay.
Veronika, ti še nameravaš kaj izdati? Zdaj, če jaz prav razumem, ne boste šli dalje s to trilogijo, ki je mimo glede, če prav razumem, zdaj spet kakšna Adams trilogija v 4 knjigah, ne, ker 4. pride ven. Oktobra, ja. Oktobra. Skratka, ne bo se z Jeffom nadaljeval, ali še misliš kaj z New Weirdom, Veronika, delati? Odvisno, kako se tole prime, no. Jaz upam, da bo. Slišali ljudje, da če hočete New Weird še brati, to kako se prime, to pomeni, da kako se prime vaša roka denarja v denarnici, ali pa kartice in te stvari. Ja, ampak recimo... jaz bom tudi mala apologet Garlanda, ne morem krmiti tega. Seveda. Te bom mogla zdaj razočarati sicer s tem. Mene ne moreš razočarati. Okay, jaz sem stalno razočaran. Ampak se mi zdi, da vseeno pač se razumem, zakaj recimo Jeffu ni... Ne vem, se mu to ne zdi zdaj točno adaptacija te njegove knjige, ampak meni pa vseeno se zdi, da je pa Garland neke svoje stvari noter upelal, ki sicer zdaj pomensko itak, da ni točno to, itak, da dogajalno to ni točno to, ampak vibe je podoben, vzdušje, ta nekak body horror stvari je Garland zelo dobro naredil, jih je zelo povzdignil. Ok, ona polzeča čreva so res dober dodatek, moram priznati. A ne. Ne, nekako res je šel v to, v body horror, ki pa ni samo grozljiv, ampak je tudi estetski. Se mi zdi, da zelo velik dela pol, se pravi na teh odmevih, klonih, dvojnikih oziroma kopijah in imamo tudi vizualno, če gledamo čisto sam filmsko sliko, imamo full enih simetrij, one so vedno nekako postavljene, ko grejo 4 noter, so lepo, ne, 2 pa na sredini, pa imaš tak popoln kader, ko grejo proti tistem bazenu, kjer je on pač tam lepo razpalačinkan, ne, kar so pol v The Last of Us ful grdo skopirali. To je treba povedati. Dajte si skupaj tak slike in to je isto skopirati. To je res. No in recimo tam njemu manjka čeljust, ne, oziroma nekak tega zelo razpara in potem, ko imamo tega medveda, ki jih napade, ta drugič, tudi njej čeljust v bistvu odgrizne. Ne? Se pravi, imaš skozi neka ta zrcaljena, skozi film. Potem njuna hiša, kjer pokaže, da živita, one tam noter enkrat prenočujejo v tej isti hiši, ki je nekako skopirana, prezrcaljena, čez to mejo. Se pravi, ni to samo neko okolje, ki se pač tam zgodili naključno, ampak se zdi, da se nekako to zrcali, a se to zdaj podvaja, a se bo to zdaj spremenil in tle se mi zdi, da Garland ful premišljeno v bistvu gradi skozi to neko vizualno, skozi ta body horror te stvari in hkrati, ker je ta body horror toliko intenziven, sploh pri tem medvedu se mi zdi, da je res ne vem, no. Pa tudi v resnici pri tem psihadeličnem zaključku z dance battlom ali karkoli pač hočemo temu reči na koncu, s tem klonom v spandeksu, ne. Ampak tudi tam ta psihadelija in ta luknja v svetilniku, kamor grejo, tudi to nekako priklicuje malo to podobo stolpa, ki sicer sem ga res pogrešala v filmu. Oziroma pač isto, kar rečem vedno za Piknik na robu ceste oziroma Stalkerja, isto bom rekla tle, ful bi rada videla to na filmu. Se pravi, kako bi naredili ta stolp, ki gre v notranjost zemlje, kako bi to prikazali na filmu, isto kot pri Strogatskih bi rada videla pač te neke artefakte, ki jih najdejo, kaj pač povzročajo in kakšne pasti so tam postavljene. In se mi zdi, da nekako vseeno tudi zrcali on mal roman. Jaz mislim, da ni to vseeno toliko naivno narejen, da je on pač to mal sanjal. Mislim, svakamu čas, če je to pač mal sanjal po knjigi, ampak mislim, da je vseeno, da so neke zelo premišljene stvari, da pač s tem, ko je šel v eno smer, je nekaj ful izgubil, ampak da ene stvari je pa tudi ful pridobil. No. In tle se mi res zdi, da tudi da neko zelo močno podobo tega pač celostnega sveta, no, pa da se tudi ne ujame v te neke ful klišejske pasti. Vse na koncu pač ona to zdaj uniči ali karkoli, pa jim rata zmagati, a jim res rata zmagati, pa je tak nek obrat. Ampak če gledaš pa čisto po posameznih segmentih, po posameznih prizorih, potem kako se vse skupaj pač nalaga, zrcali pa ne ta odlom oziroma odboj, ali kar pač ta fizičarka reče, ne? Refrakcija. Da to je vse nekako v sklopu tega filma in da je pač, lahko bi rekel, da je ta film je tudi svoje območje X. Ne? Ok, jaz moram Last of Us vzeti za ubran. Last of Us špil.
je izšel 2013, tako da Garland se ima tam zahvaliti. Apologeti špilo so se javili, skratka. Drugače pa ne, jaz sem komot apologet Garlanda, ampak zgolj pri temu filmu, pa pri Ex Machina, ker mislim, on je meni, temu mi smo na slikarstvu na akademiji drugače tako rekli, to so špricer umetniki, ki imajo ful hude koncepte z šankom, bolj pa izpeljava ponavadi ne rata dober, ne. Včasih je super, včasih ne, ampak mislim, da zadnja 2-3 njegova filma mogoče malo so bolj špricer kot pa izpeljava. No. Ja, pač te moški so ga čisto ničeli, tle ko so ženske, mu je šlo ful boljš, pa v Ex Machina. Se strinjam. Jaz ne vem, kaj se sploh trudi s temi Čeprav moški. po drugi strani pa je cel film naredil mogoče sem zato, da je kopiral Natalie Portman v območju X, veš? Ne vem, če je to tok feminističen film, kot ti misliš. Mislim, je, ker je tudi noter, je tudi Oscar Isaac, ki ga je vedno lepo videti, ne? Glede teh sporednic med filmom pa knjigo, kar je meni najbolj zanimivo, je, da jaz sem dostikrat videl film in knjigo sem tudi obvisli dostikrat prebral. Jaz še včeraj, ko sem ponovno gledal film, sem bil prepričan, da so določene scene v filmu, ki se jih spomnim iz knjige, zato ker toliko vzajemno delujete, da tam recimo čist na začetku, ko se on pojavi, ona pleska, on se pojavi pred spalnico in potem takoj tista kri v kozarcu, ki je zelo Blade Runner moment. Ampak jaz sem imel idejo, kako on pije tisto džus ali mleko ali kaj že žlampa, kar je v knjigi, ampak jaz sem imel podobo Oscarja Isaaca, kak pije, tega ni not. Ne? In še več takih scen je, ki sem prav moral, ona ne gre po stopnicah, kar dol se spusti, ne, v svetilniku recimo. Ne? Ja, vidiš, to se na meta ravni se tudi dogaja ta hibridizacija. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker si omenil Blade Runner, ja, absolutno ta kozarc, to je ena taka zelo vizualna referenca. Hkrati pa ta konec, ki si ga Veronika ti omenila, ne, mi zdaj na koncu ne vemo, je to srečen konec. On vas sta nazaj, mož se je čudežno prebudil oziroma dobil zavest nazaj, kakorkoli že organi so mu nehali razpadati, ali karkoli se je že z njim dogajalo, ampak katerikoli od njiju tisti človek, ki za začetka oziroma odprej, preden sta stopila v moči X, in ali je kateri od njiju sploh še človek. In to se mi zdi, da je pač tu eno vprašanje, ki je v Blade Runneru, ker ne gre samo za izbris identitete, spomina, da se ti ne spomniš čisto dobro začetka, ampak na koncu ti ne veš, kaj v resnici pomeni človeškost, ko, ne vem, tebi neki sije v DNK v žilah, ne vem kaj. Ja, samo to je tako dobesedno branje, razumeš? Cel film ima ful teh tem okrog identitete, pa kako so v bistvu njihove travme potem projicirane v območje X, da je v bistvu na koncu njun objem, po mojem sam razhod dveh, ki sta nekoč bila, zdaj sta pa nekdo drug in pač nista več za skrb. Samo to, a veš. Veš, zdi se mi, da v bistvu film se ponavadi poskuša, predvsem njegov tale film se ponavadi skuša brati čist preveč didaktično oziroma dobesedno, da pač on ima to metaforo tega dost na tekstu napisano, da ni to subtekst in se mi zdi, da pač tukaj je pač ta odtujitven efekt na koncu bolj v spredju, kot pa da bi zdaj rekel, ja, veš, ta nek shimmering je prišel skozi v nju živi in kakorkoli bla bla, to je bullshit. Ja, plus še ima še eno čisto biblično učlovečenje, njemu je ime Cain in on ubije svojega dvojnika, svojega brata, da postane človek. Mislim, tu imaš toliko enih nivojev noter, ki jih je dal čist za finto, po mojem, da se malo zmedeš. Ampak v osnovi je pa film o raku. Sem zato, da Jeffu ni bil všeč. Zdaj smo že, žal smo malo pozno začeli, pa bomo malo prej mogli končati. Še kakšna misel glede filma, glede območja X, glede piknika, glede česarkoli od vas? Ne, a je kakšno vprašanje iz občinstva, da ne bom občinstva čisto ignoriral, je kdo prebral knjigo zdaj v zadnjih tednih, če ne, valjda boste vsi danes skupili, a je kdo pogledal film, ki je na Netflixu, kdo bi si mislil, ne rabite ga piratizirati. Nobenega vprašanja ni, to imam najrajš, ker pol jaz lahko grem kar na avtora, Ljudje in ljudine,
To je bila že naša, tle bi mogel kašljati, ampak zdaj ne bom, ker imam že slab glas. 16. epizoda v živo, poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Veronika Apologet Šoster, ja, tako sem hotel reči, Mito Apologet Gegič, Igor Apologet Harp in Aljoša, Harlamo. Tole epizodo smo posneli v živo na konvenciji Namen nevidnega. Organizatorjem se zahvaljujemo za gostoljublje, predvsem pa se zahvaljujemo našemu, nikakor nevidnemu, pravzaprav čudovitemu občinstvu, ki smo ga med snemanjem epizode na skrivaj, enega po enega, zamenjali za njihove veganske dvojnike. Ti pa bodo zdaj dokazali, da so lomljenje svojega DNK preživeli brez očitnih posledic, vsaj za njihove dlani in glasilke. Občinstvo, oglasite se, prosim. Mi smo se imeli zelo fajn in upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Ko sem to rekel lani, se je uresničilo, tako da bomo videli, kako bo z to mojo napovedjo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega, -en podcast, ki ga ne bom omenjal. In če se vam bo v naslednjih dneh zdelo, da vas vaša solata na vrtu ali rožica v teglu na balkonu skuša zamenjati z dvojnikom, najprej preverite, ali je od Monsanta, potem pa se vprašate, bi bilo to res tako grozno? Kaj pa, če lahko vaš dvojnik hodi v službo ali šolo, pomiva posodo, se ukvarja z vašimi nadležnimi otroki, sesa, lika, vi ste pa lepo doma, se uležete na kavč in ves mili dan poslušate naš podcast. Bi bilo to res tako slabo? Podcast Obod preimenuje Lenovo v iznajdljivost že od leta 2018. Okay. Ja. To. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem in Obod brez pikic vmes, sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav, oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu naše objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna mreža še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, vaše zapiske in dnevnike z območja X, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že naša, vstavi številko, epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, vabljeni k spremljanju našega podcasta tudi v bodoče. Do konca sezone imamo še točno 2 epizodi, posvečeni Furiosi in Temeljem. Letos poleti pa bomo imeli 5 ali 6 specialnih epizod, posvečenih westernu. Medtem ko septembrsko 7. sezono odpiramo z 200. epizodo, ki bo tudi epizoda v živo in vas že vnaprej vabimo, da nas pridete znova pogledati in poslušati. Če nas prej niste poznali, zdaj smo na ti in se slišimo, poslušamo naslednjič. Hvala vam. Zdaj pa preden greste, če imate ne vem koliko evrov, koliko košta knjiga? 20 evrov okroglo, če imate v gotovini ali pa kartico sprejemate, super. Samo kartico sprejemate. Skratka, če imate kartico, lahko izničenje dobite pri Veroniki, domnevam. Če pa hočete pojmovnik žanra, skratka abecedarij vseh žanrov v filmu in literaturi, poslovenjenih, imamo jih mislim, da 2, 4, 6, 8, točno 8, prvih 8, ki se oglasi pri pultu in pobere, je njihov brez kartice.